Nogometaši Domžal so v 13. kolu gostili velenjski Rudar, ki je v športni park Domžale prišel na krilih visoke zmage proti Kopru. Na drugi strani so rumeni v zadnjem kolu nesrečno izgubili v Mariboru, kjer pa so pokazali odlično igro. Slednjo so pod vodstvom Simona Rožmana še neporaženi na domačem igrišču. Domžalski strateg je v primerjavi zadnjo tekmo v udarni enajsterici opravil le eno zamenjavo. Kaznovanega Matijo Široka je na desnem bočnem položaju zamenjal Alvaro Brači. Obračun so na razmočenem igrišču začeli nogometaši Rudarja, ki so se prvič pod pritiskom znašli že v 6. minuti. Horvat je takole podal za hrbet obrambe gostov, na žogo je krenil Marko Alvir, ki pa je storil prekršek nad vratarjem Radanom in prejel rumeni karton. 21. minuta, znova nevaren Alvir, meril je mimo desne vratnice. 2 minuti pozneje predložek Balkovca, žoga je prišla do Repasa, ki je v kazenskem prostoru našel Vuka, ta je streljal z levico, vendar meril previsoko. 25. minuta, prva priložnost za goste, do žoge Mitja Lotrič, takole je sprožil, izkazal pa se je vratar Dejan Milič. 34. minuti, dober skok Vuka, Matjašič je žogo nastavil Alvirju, ta pa je z 20 metrov meril previsoko. Minuto pozneje Žinko na desno do Bračija, natančen predložek pred vrata, kjer pa je za las zamudil Vuk. In še 36. minuta, sporna situacija v kazenskem prostoru Rudarja, Matjašič je žogo spravil mimo Radana, ta je oviral nogometaša Domžal, Vinčič je pokazal na belo točko, vendar se potem po posvetovanju s pomočniki premislil. Prvi polčas se je torej končal z izidom 0:0, drugi pa se je začel sanjsko za Domžalčane, takole akcija Horvata in Matjašiča, lepa dvojna podaja, Matjašič v sredino proti Vuku, ta je poizkušal strelom, na pravem mestu pa je bil Jan Repas, ki je žogo iz neposredne bližine pospravil v mrežo in popeljal Domžalčane v vodstvo z 1:0. To je bil drugi gol Repasa v letošnji sezoni. 56. minuta, izjemen prodor Marka Alvirja, na koncu je poiskal Slobodana Vuka, ki je z 14 metrov natančno meril v spodnji desni kot nemočnega Radana in podvojil vodstvo Domžalčanov na 2:0. 34. gol Vuka v dresu Domžal, le še enega zaostaja za Zlatanom Ljubijankićem, ki je na večni lestvici strelcev na prvem mestu. V 62. minuti poizkus Lotriča, strel mimo desne vratnice, potem pa 73. minuta, predložek Balkovca, na pravem mestu Denis Halilović, ki je z glavo premagal Radana in popeljal Domžale v vodstvo s 3:0. Tretji gol Halilovića v dresu Domžal, prvi v letošnji sezoni. V 82. minuti nov poizkus z razdalje, Alvir je sprožil, Radan je bil zanesljiv. 91. minuta, Husmani na levo stran, potem Alvir do Balkovca, ta pa je meril mimo gola. Še v isti minuti pa gol za Velenjčane, Grgić je na desni strani našel Bouho, ta je podal v sredino, kjer je bil Dominik Glavina in najboljši strelec prve slovenske lige je dosegel še svoj 8. gol v sezoni in znižal zaostanek Velenjčanov na 1:3. Minuto pozneje še zadnja priložnost na tekmi, Žinko do Bratanovića, strel z razdalje mimo leve vratnice. Mislim, da je bila ena težka tekma na zelo težkem igrišču, zelo razmočenem. Mislim, da smo tudi v prvem polčasu nekako si priigrali kar nekaj, bom rekel, čistih situacij, s katerim bi lahko zadeli. Ampak vseeno, mislim, da smo predvsem maksimalno nadzorovali potek srečanja, nekako so šle vse niti v tisto smer, ko smo si sami želeli. Stvar smo samo prenesli v drugi polčas in mislim, da je bilo samo vprašanje časa, kdaj bomo, bom rekel, zadeli. Sigurno je ta prvi zadetek nam dal, bom rekel, dodatna krila in mislim, da smo drugi polčas spet odigrali na enem vrhunskem nivoju, tako da mislim, da vse čestitke fantom. To je bila že 4. zaporedna zmaga Domžal proti velenjskemu Rudarju, s katero so se utrdili na 3. mestu prvenstvene lestvice. V naslednjem kolu rumene čaka obračun na koprski Bonifiki, še predtem pa bodo gostovali v Krškem, kjer bodo v sredo ob 18. odigrali prvo tekmo četrtfinala Pokala Slovenije.